2 jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice. Dame in gospodje, to ti reporter Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. 1. aprila, in to ni prva aprilska šala, so v Nemčiji delno legalizirali marihuano, z nekaterimi omejitvami, pa vendar kot prva država v Evropi, in to je bil jasno da povod, da obišče moje prijatelje, in sicer Društvo proti krivicam Studenci, ki so znani pristaši, bomo rekli, te sorte zdravila, in me zanima, kaj menijo ob tem vele dogodku pravzaprav na njihovem področju v Evropski uniji. Gospod predsednik, glasba je kar glasna. Gospod predsednik, dober dan. Dober dan. Bojč, bitte unter Musik, nicht so laut. Ja, Herr Präsident. Po nemško se pogovarjate? Nemški teden imamo. Pač wir grüßen deutsche Leuten und wünsch verschiedene Sorten. Veš, kaj mislim? Ja, mislim, da vem, kaj mislite. Ja, vidim, da ste navdušeni, vidim pa tudi, da ste resno vzeli ta nemški teden. Vidim, imate tu ta Weisswurst z žemljico po teh praznikih, kar pogumno, ne? Veš kaj, mi ne slavimo. Jajc nismo barvali, ne, smo pa jih pojedli. 42 Stück pro Person. Kaj pro person? Alles zusammen, Bojč, vse skupno. Ampak hočem ti reči, da zdaj odvisno je, kaj imamo na meniju, ne? Če imamo lačno seme, je tudi v sredo lahko velika noč pri nas, razumeš, ne? Tako da je nemški teden imamo, ja. In kaj mislite, bi torej to morali tudi pri nas povzeti, oziroma naša zakonodaja bi se morala približati? Ja, mi imamo, mislim, naša tu. Ja, na Studenci. Ja, tako da ne vem, jaz zdaj se ne bi v neke handle spuščal, ne, s totimi, ko noč sedijo, pa tako samo še sranje lahko nareš, ne bo tako je, ne. Und jetzt, Herr Präsident, Donko, bereit? Einer geht noch rein. Einer geht noch, Alles okay, Präsident? Ja, no, tak ja, schon gut. Ja, dobro, hvala lepa. Veselo praznovanje nemškega tedna še naprej. To je bilo Društvo proti krivicam Studenci. Je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo Toti Milan, od krivice do resnice.